sem Jernej Mint in delujem pod imenom Mint Illustrates kot ilustrator. Moje ime je Uršula in večina me verjetno pozna kot oblikovalko keramike, ki jo oblikujem že 12 let. Drugače pa sem po izobrazbi ekonomistka in navdušena popotnica in hribolazka in skupaj z Danielom imamo tudi svojo turistično agencijo. Trenutno pa v glavnem tečeva za najinama otrokoma. Vedno sem si želela tako zunaj, na soncu, bosonoga, oblikovati glino. In trenutno imamo čas. Imamo pač razredne razmere, nismo jih pričakovali, ampak tek pač je. In vsi mi in naši poklici so v nekakšni stiski, da je ta trenutek. Ker so bili vsi večji projekti preklicani, sem ostal sam s skicirko. Pa z ženo, z 10-mesečnim mulčkom, pa bucom. V vsaki situaciji, tudi v trenutni, želim najti nekaj pozitivnega. Se pravi, vsaka sprememba je možnost, da se nekaj novega naučimo in spremenimo. Po začetnem šoku, vrtiljaku čustev in občutkov, kaj bomo, ki smo ga zelo hitro občutili najprej v turizmu, smo se najprej ustavili in zadihali in razmislili, kako naprej. Kot družina smo naredili plan, kaj nam je v življenju res najbolj pomembno, in prav zatočišče sem našla v glini. Če se potrudim odmisliti slabo plat, ki jo prinesla situacija, lahko rečem, da po dolgem času končno ustvarjam tisto iz srca, tisto, kar sam želim, in ne tisto, kar mi naročijo naročniki. In včasih prav pozabim, kako to zelo paše. Večkrat v preteklosti se mi je zgodilo, da se je moje delo prelilo vse drugo, kot pa osebno kreativo. Skratka, zdaj rišem vse posod, v studiu, v dnevni sobi, v kuhinji, na jasi zunaj. Pripravljam svojo prvo samostojno slikanico, učim se novih digitalnih tehnik, tudi to me je prisilila ta situacija in zelo uživam v tem. V času karantene, sploh na začetku, sem občutila neko solidarnost med ustvarjalci, med ponudniki lokalnih storitev, turističnih namestitev, in to mi je dalo nek občutek upanja, da si lahko skupaj pomagamo. In prav v tem času sem dobila kar precej naročil svojih strank in sem jim zato tudi zelo hvaležna. Predvsem za te energije, da lahko nekaj delam, da lahko ustvarjam in da vem, da to ljudje cenijo in da bomo skupaj zmogli. Učim se biti tudi ati. In pravi ati ne samo takrat, ko mi moja dva naročita, kaj moram narisati, ampak tudi takrat, ko moram izdelati tudi vse te lesene igračke, ki jih moj mali potrebuje. Uživam tudi v občudovanju objavljenih del ostalih kulturnih zajetij. In upam, da so te razmere še komu prinesle kaj dobrega in mogoče še bolj spodbudile srčno ustvarjanje. Hvala. Za prihodnost si želim, da bi ljudje tudi po karanteni se zavedali, da je manj več in da je narava tista, ki nas obdaja, navdihuje in nam daje energijo, da bi bili hvaležni za bližnjo okolico, za družino, prijatelji in nam tudi izkazali, ker pač nič ni samoumevno. Pojdite v naravo, skočite v morje, plavajte ob reki, z reko, proti toku ali z njim in izkoristimo to karanteno, da razmislimo, kaj je najbolj pomembno, in ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo.